Lep pozdrav, spoštovano delovno predsedstvo, dragi člani, somišljeniki Nove Slovenije. Ja, moja naloga je, da predstavim poročilo Ženske zveze, kaj smo počele v tem letu od zadnjega kongresa. In v tem letu smo v naši ženski zvezi imeli vrsto aktivnosti. Pač vemo, bilo je tako leto, da je bila napadena družina z vseh strani. In v tej zvezi se pač dobro zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot kristjanke, do te družbe v času, ko nekateri tako lahkotno in lahko rečemo tudi zelo neodgovorno govorijo na primer o umetni prekinitvi nosečnosti, o reproduktivnih pravicah in v zadnjem času tudi vse bolj o teoriji spola. To je bila dodatna spodbuda tudi za nas, da smo se dejavneje vključevale ne le v družbeno dogajanje, politiko kot tako, ampak tudi širše, v druge oblike civilne družbe. Predvsem zato, da delujemo kot protiutež po našem mnenju omenjenim razdiralnim in destruktivnim idejam, ki so za svet dolgoročno zelo škodljive. Kot svojo nalogo smo si zadale, da se dejavno zavzemamo za pravice nerojenih in za odprtost do življenja, ter da se pri tem ne pustimo zastrašiti neki sistematični stigmatizaciji, češ da smo zaradi tega nazadnjaške oziroma porinjene za štedilnik. Znotraj organov Ženske zveze smo tako zavzele enotno stališče in nasprotovale zakonu o partnerski zvezi, ki ga je, kot veste, Državnemu zboru predložil poslanec Möderndorfer, šlo pa je za ponovno obravnavo tistih tem, ki smo jih večinsko zavrnili na referendumu. Prav tako smo bile kritične do zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki grobo posega v naše pojmovanje enakopravnosti spolov. Še vedno smo namreč stališča, da je nesprejemljivo enačenje obeh spolov v smislu nekega arbitrarnega presojanja osebnih okoliščin, vključno tudi spolno identiteto in spolnim izrazom, kar, kot lahko že vidimo primere v Evropi in pa tudi drugje po svetu, da se lahko tudi dnevno spreminja. Ko pa smo iz domačih razmer pogledale še na Evropo in svet, seveda nismo mogle mimo nepredvidljivega pritiska migrantov in ženske in otroci potrebujejo posebno skrb. Rešitve smo iskale in razmišljale predvsem, da jih je potrebno najti v dialogu z lokalnimi skupnostmi in prebivalci. To sporočilo sem prenesla tudi svojim kolegicam, ki smo se v letošnjem letu srečevale v Španiji in pa na kongresu v Bolgariji, torej evropskim kolegicam. In ob izmenjavi mnenj sem dobila dober občutek, da se stvari na evropski ravni premikajo v pravo smer. Rada bi vam, preden zaključim, prenesla sporočilo nekdanje begunke Rade Sukar, ki se nam je predstavila, ki je na podlagi lastne izkušnje predstavila in poudarila, da Evropska zveza za razliko od drugih držav z begunci ravna zelo človeško in da posledično lahko tudi od njih pričakuje oziroma celo zahteva, da spoštujejo vladavino evropskega prava ter da se tvorno vključujejo v evropsko družbo. Ženska zveza tako predlaga, da se naša vlada zgleduje po primerih dobre prakse. Na primer, na Norveškem imajo zelo razvite integracijske tečaje, pri katerih je poudarjena ne le enakopravnost med spoloma, spolno vedenje, ampak predvsem tudi splošne norveške in pa evropske vrednote. In dobro bi bilo, da bi več poudarka temu dali tudi pri nas. Seveda smo se tudi ukvarjali s tem v zvezi z vprašanjem varnosti, ne le njihove osebne varnosti, ampak tudi naše varnosti, varnosti naš samih, naših otrok. Vemo vsi po zgodbah iz Kelna, švedskih mest in tudi
druge po Evropi in zato moramo tudi to imeti pred očmi. Predvsem zato, ker to že ima in bo vedno bolj imelo vpliv na porast populizma in pa nizanja na prvih pogled všečnih idej. Pazljivi moramo biti, da ne nasedemo po eni strani populističnim idejam, vendar po drugi strani pa moramo vendarle podpreti jasno govorico, ki očitno prepozna realnost. Tako znotraj stranke, na lokalni in državni ravni. Jaz nam vsem skupaj pri tem želim veliko uspeha, svojim kolegicam se pa zahvaljujem, da skupaj stopamo po tej poti. Hvala.